Dobrodošli v prvi epizodi podcasta Posavskega obzornika z naslovom Odmevi Posavja. Danes je z nami Nik Škrlec, vsestranski ustvarjalec, voditelj, igralec, tudi potapljač, od nedavnega tudi pisatelj in pa predvsem učenec spomina, če lahko tako rečem. Seveda. Nik, da te prvo dobrodošel. Hvala za vabilo. Vesel sem, da sem v prvi epizodi. To je posebna čast. Seveda, si častni gost. Najprej me zanima seveda tvoja knjiga. V aprilu izide tvoja knjiga, ki bo verjetno, ko bo prišla epizoda ven, že izdana, z naslovom Pozabi vse, kar veš o spominu. Praviš za njo, da je poljudno znanstveni priročnik. Odkot ideja za knjigo? To knjigo sem želel napisati že zelo dolg časa, zato ker se s spominom na tak ali drugačen način ukvarjam praktično od srednje šole. Me to zelo zanima. In tekom svojih raziskovanj pa vseh knjig, ki sem jih jaz prebral, sem videl, da mogoče nekatere knjige zelo dobro razložijo ene stvari, nekatere druge. Jaz sem pa čez prakso mogoče še prišel do kakih svojih uvidov, pa tudi z različnimi delavnicami, ki sem jih vodil, da se mi je zdelo, mogoče bi bilo pa to res dobro zdaj napisati v eni knjigi, dati na kup za nekoga, ki ga spomin zanima tako čist, rečemo kot fenomen, ali pa iz stališča nevroznanosti, psihologije, in po drugi strani za nekoga, ki ga zanima, kako izboljšati svoj spomin, kako se boljš učiti, kako si več stvari zapomniti, ali pa ga uporabljati tako sicer v življenju. Torej, v bistvu to bomo lahko vsi uporabljali, recimo tudi, ne vem, novinarji ali pa bilo kjer poklic za zapomniti si stvari. Ja, se po mojem, vsi ljudje, dejstvo je, da vsi ljudje ves čas uporabljamo svoj spomin, ampak je naš spomin zelo široka stvar in velikokrat že sam, ko govorimo o spominu, ne vemo čisto točno, kaj sploh imamo v mislih, kater del našega spomina. V resnici pa so vsi deli zelo povezani, po mojem mnenju, z našo ustvarjalnostjo, pa z našo veščino in z našim znanjem. In te trije stebri pa so po mojem gradniki vsakega, rečemo, ustvarjalnega, raziskovalnega in širše poklica, ki deluje. Torej, pred parmi meseci si izdal svoj spomin, svojo družabno igro. Če sem prav razumela, je bila tista namenjena bolj družinam ali pa mogoče nekim mlajšim generacijam. Kaj pa ta knjiga? Torej, če prav razumem, bo namenjena za vse, in za mlajše in za starejše ali bolj za starejše? Ja, v bistvu to družabno igro sem izdal prav zato, ker sem vedel, da bo ta knjiga bolj namenjena recimo srednješolcem navzgor do študentov, odraslih, vseh odraslih v resnici, in da ne bo zares primerna za mlajše, ki so pa tudi en del moje publike. In vem, da se da veliko stvari dobro naučiti tudi prek igre, zato sem pol izkoristil to družabno igro kot en tak prvi poskus, rečemo, tega, da bi drugim pomagal vstopiti v svet tehnik pomnjenja. Ta knjiga je pa zdaj res v resnici vse, kar vem o spominu. Poskušal sem vse, kar sem razmišljal, pogruntal, pa tudi dojel tekom tega časa, dati v en paket, da bi koristil drugim. Ja, zelo se veselimo izdaje, definitivno bomo kupili. A kaj veš, kdaj bova midva šla, kdaj gre ta epizoda ven? Upam, da aprila, ampak verjetno bo že mimo tvoja knjižna turneja v Brežicah in v Krškem. In v Krškem, ja, tako. V Krškem sem pa 16. aprila, tako da, če je to že mimo, smo se imeli ful dobro, če še ni, pa pridite vabljeni. Tako, super. Ja, veliko sreče. Hvala. Verjamem, da je bil proces ustvarjanja knjige kar dolg. Na Instagramu sem te malo gledala, ko si delil z nami opombe svoje urednice, verjetno. Ja. Je bilo kar veliko tega naprej nazaj. Ja, v bistvu je mene presenetila količina dela. Saj sem vedel, da bo to zahteven projekt, ampak nisem si pa predstavljal, da bo toliko zahteven še v nekih poznih fazah. Torej, meni je bilo zelo težko tudi zares pisati zbrano, ker nisem tega navajen. Tudi vsa besedila, ki sem jih doslej ustvaril, so bila za gledališče ali pa televizijo, kjer so ponovadi krajša ali pa narejena za živo uprizarjanje in imajo veliko več manevra znotraj sebe. Knjiga pa vseeno je nekaj, kar uklešemo, zapišemo v kamen, in jaz sem jo dobro leto v bistvu pisal v nekih parih etapah in potem sem mislil, zdaj je to napisano, zdaj pa jaz predam to urednici in ona naredi svoje in smo zmagali. Pa ne, nismo. V bistvu
z urednico smo imeli pol skozi dialog, ona mi je ogromno stvari predlagala, ker je bila tudi v bistvu prva bralka in res super urednica, Tina Bilban. Potem pa sta prišla še 2 strokovna pregleda, nevrologa pa kliničnega psihologa, ker vse imam kar veliko strokovnih stvari noter. In ena mala opomba strokovnjaka, ki ti reče, pa si prepričan, da bi tukaj rekel tako, a ne bi rekel mogoče drugače. Pol od mene terja vedno, ne vem, vsaj pol ure, jaz tudi gruntam, tuhtam, premišljam, vem, kaj sem hotel povedati, vem, kaj so moji veri vzadej, strokovnjak me opozori na nekaj in to je bil zelo zanimiv, ampak tudi dolg proces. Ja, verjamem, če je veliko teh opomb, vsaka ti vzame nek določen čas, pa si že med pisanjem knjige šel po neko pomoč kakim strokovnjakom ali si vse pisal sam oziroma iz svojih virov? Strokovne, se pravi te poljudno-znanstvene dele, sem črpal predvsem iz eksperimentov, se pravi, kar je bilo upravljenih, pa ki se trenutno odvijajo, se pravi psihologija, pa nevroznanosti, pa poljudno-znanstvene literature v tujini o spominu, ki je veliko več. In tam pol spet dobiš referenco, najdeš raziskovalca, raziskovalko, pregledaš njegovo delo in tako sem se pol širil naprej po lovkah. In prišel do pač res zanimivih stvari. Spomin danes razumemo zelo drugače, kot smo ga, razumemo, se pravi, znanost ga dojema čisto drugače, kot ga je naprimer pred 50 leti ali pa tako, kot smo mi mogoče v njem razmišljali v srednji šoli. Naš spomin ni nekaj fiksnega, ni nekaj, kar bi bilo zapisano v kamen ali pa na kak medij, tako kot je tukaj glasbeni. Naš spomin se ves čas spreminja in je bolj stvar sedanjosti pa prihodnosti. Ta, rečemo, zapis preteklosti je pa bolj v funkciji tega, da pomaga nam zdaj in živeti naprej, ne pa da bi bil natančen arhivar tega, kar se je zgodilo. To je ena ta dimenzija spomina osebna. Potem pa druga stran, so pa znanje, veščine, so pa stvari, ki se jih želimo naučiti, pa spet terjajo poznavanje, delovanja našega spomina in tudi eno ponižnost oziroma zavedanje tega, da mi ne moremo imeti neomejeno kapaciteto za karkoli. Ampak, če pa se odločimo, pa lahko povečamo svojo zmožnost pomnenja znatno, če se seveda tega lotimo pametno. Ja, zanimivo. Bila sem prejšnji teden na tvoji 100. in zadnji prizoritvi Zdrave pameti v Ljubljani. Ja, to pa nisi nič povedala. Ja, pa sej nismo že to. Aha, okej. Dobro. Tako da, ja, sem iz tam tudi nekaj odnesla. Predvsem to, da je mogoče glih čar naših možganov, oziroma našega spomina, to, da pozabljamo. Tako da, ja, lahko se še pol vrnemo kaj na to predstavo. Ja, mi je bila pa zelo všeč, moram reči. Hvala. Ja, jaz sem prepričan, če si zamislimo človeka, ki ne bi ničesar pozabil, je to kar nemogoče življenje. In v resnici naš spomin pozablja ogromno, ampak to nam omogoča, da se mi osredotočamo na bistvene oziroma da se izluščijo iz okolja, iz dogajanja stvari, ki nam nekaj pomenijo ali pa ki so za nas na tak ali drugačen način dragocene. Zdaj pa obstajajo ljudje, ki imajo neverjeten, naprimer, avtobiografski spomin, se pravi, da se spomnijo praktično vsakega dne svojega življenja. Oni imajo zaradi tega lahko težave, zato ker se jim ves čas usporedno odvija ogromno spominov, vrti vse, kar se je zgodilo, ker težko pozabijo en prepir izpred 3 let ali pa ne morejo se odlepiti od preteklosti. Torej veliko o tem premišljujejo verjetno. Tudi. Ni nujno, seveda ne pomeni zdaj, da je pri vseh tako. Ampak ja, jaz mislim, da je moč našega spomina v tem, da pozablja, da pa lahko potem obdrži tisto, kar je bistveno, ali pa da mu mi pri tem pomagamo, ali pa se kdaj mi odločimo, to je nekaj, kar bi res rad si zapomnil, pa potem naredimo vse za to, da se bo to zgodilo. Ja, zanimivo je, rekel si, da ne obstaja slabega spomina, ampak le neka še neraziščena mogoče kapaciteta. Ampak zanimivo je pa, da si tudi v predstavi Zdrava pamet omenil, da imaš pa ti, da si hitro pozabiš stvari in da neke vsakdanje. Kako bi to razložil, da dejansko mogoče založiš telefon, pozabiš, kje si avto parkiral, no, to je že mogoče kar malo ekstremno, ali pa tudi ne.
Ja, ne vem, no, jaz trenutno ne vem, kje imam kolo. Torej, o tem tudi pišem v knjigi, pa takrat pa vsi me zafrkavajo zaradi tega, ker so jo prebrali doslej. Pišem, da večkrat iščem kolo, zato ker pozabim, kje sem ga parkiral, ali pa grem v trgovino in pol grem čez drug vhod ven in pozabim, da sem imel kolo ali pa tako. To se mi res kar pogosto dogaja. Aha, in pol greš peš domov ali Ja, pol grem peš pa domov in pol čez 2 dni ugotovim, ker moram iti nekam s kolesom, a ja, ni kolesa in pol ga izsledim. No, zdaj pa mislim, da sem prav kapitalno zgubil. Zdaj pa ne vem, kje je, ker sem šel po vseh običajnih poteh, zdaj ga že 5. dan iščem. Tako da, če kdo kje v Ljubljani vidi moje kolo, prosim javte. Mislim, da ni ukradeno, no, da je to bolj moja težava. Ampak ja, jaz kar veliko stvari mešam, pozabljam. Pogosto tudi zato, ker mogoče mi v tistem trenutku niso tako pomembne. Ne? Tega ne čutim kot breme ali pa težavo. Me pa zelo moti, ker ljudje zase velikokrat rečejo, jaz imam tako slab spomin, jaz si ne zapomnim niti imen, niti tega, kar sem zdaj poslušal, ne si ne zapomnim. Se mi zdi, da to velikokrat deluje kot ena samo uresničujoča se prerokba. Se pravi, če sem jaz že toliko prepričan v to, da če se mi da zdaj spoznava, pa še prej, da mi poveš svoje ime, ti bi jaz povem, jaz bom itak pozabil, kako ti je ime, zakaj bi se sploh pol predstavljala, če si se že odločil to, ne? Meni je zelo ljubša druga plat, se pravi, če jaz vem, pogosto pozabim ime, pa tudi imena si je lahko težko zapomniti. Zdaj se mi bo nekdo predstavil, meni je v bistvu pomembno, da si zapomnim to ime, kaj vse lahko naredim za to, da si ga bom. Zato mislim, da ni slabega spomina. Naš spomin dela toliko stvari, vzdržuje v bistvu našo osebno zgodbo, našo preteklost. Pomaga nam fantazirati, asociirati, ustvarjati predvidevanja situacij v prihodnosti. Potem ohranja naše znanje, naše veščine, omogoča nam to, da se vživimo v drugega, pa še cel kup funkcije, ki jih skozi upravlja, ki so veliko bolj pomembne od tega, ali si zdaj nekaj točno zapomnil ali ne. Mi pa pol sodimo kvaliteto našega spomina samo potem. Pozabimo pa vse to, kar sicer dela vaš čas. In to je škoda. Če pa mi svoj spomin razumemo, pa vemo, kaj vse počne, pa smo lahko tudi malo bolj prizanesljivi do sebe, po eni strani, po drugi strani si pa lahko pomagamo, da si zapomnimo tisto, kar si želimo. To je super. Sam še opomba za prej, glede kolesa. Mislim, bi bilo pametno, da bi si kupil več koles, ne? In bi jih imel pol po Ljubljani. Super. In bi pol, sem izgubil tizga, grem do drugega. Ne? No, to je na nek način, mogoče si ravno opisala začetek tega bicikla v Ljubljani. Ja. Ampak tudi so mi že drugi rekli, naj si dam pač en tale čip sledilni gor. Aha. Ampak ne vem, meni je to malo zabavno, rad to počnem, ker pol imam cel teden premišljujem, pa kje je zdaj to kolo, pa grem nazaj po celem svojem tednu, pa ga iščem. Tako da ja, pogosto se mi to zgodi, ker sem zamišljen ali pa nekaj drugega premišljujem, pa ne vem točno, kaj sem s kolesom naredil, pa me pol odnese drugam. Tako da ja, bom preživel brez, itak rad hodim, imam tudi bicikle. No, pa dobro. Srečno pri iskanju kolesa, seveda. Hvala. Zdaj pa na začetku sem te opisala na nek način, ne vem, če sem zajela vse tvoje interese. Kaj bi ti rekel, da je tvoj poklic oziroma s čim se ukvarjaš? To sta verjetno tudi različni stvari. Pred pol leta, zdaj že, sem izpolnjeval eno prijavo na en razpis, kjer je med drugim bila ena črtica tudi poklic. Moral sem napisati svoj poklic. In sem napisal, ne vem več točno. Zato, ker res ne vem, kaj je moj poklic. Pač jaz delam, mislim, mi bi rekli, da sem na svobodi ali pa da sem samo zaposlen, teoretično. Ampak počnem stvari, ki me veselijo, pa kjer čutim, da je neka možnost za po eni strani moj razvoj, pa tudi za to, da nekaj smiselnega dam od sebe. Še vedno zelo rad imam vse, kar je povezano z ustvarjalnostjo na tak ali drugačen način, sam da vem, da najbrž nikoli ne bom slikar, ker pač res grozno rišem, pa tudi trenutno ne čutim te ambicije. Me pa zanimajo različni mediji, različne reči, tudi v resnici različni poslovni podvigi. Zdaj letos prvič malo odpiram tudi svojo tak spletno trgovino, recimo s to knjigo, pa spominom. Po drugi strani imam že zelo dolg različne platforme na spletu, pa jih tudi gojim, čeprav mi pa na neki točki vse mal pade, ker skačem na 3000 koncev. Ampak od vsake te stvari se poskušam nekaj naučiti. No? In mislim, da mi pol pa to pomaga pri vsakem naslednjem projektu.
ravno zdaj ta zdrava pamet, ki si omenila, je bila zadnja predstava. Ja. 3 letih slabih smo odigrali 100 ponovitev in meni se je to zdelo, wow, ok, super, dajmo zdaj to prekiniti na tej točki, ker raje neham, ko je nekaj meni všeč, pa kaj je dobro, pa kaj dobro deluje, kot pa da bi to vlekel do onemoglosti. Pa verjetno še uživaš v tem. Ali če bi zdaj to vlekel, verjetno tudi ne bi ti predstavljalo takega uživanja. Ja, mislim, jaz vedno uživam načeloma na odru, se vedno trudim za to, da bom užival. To je moja odgovornost. Jaz mislim, da moramo kot ustvarjalci vedno skrbeti za to, da smo pri stvari, ne? In posledično bomo tudi na nek način uživali. Čeprav mogoče si naveličan, imaš že vsega dost, ne da se ti tisti dan, ampak polk se zadeva začne, me vedno potegne noter. Zame je največja težava v tem, da je recimo konkretno ta zdrava pamet kar zelo zahtevna, ker je v njej veliko stvari, ki jih moram kar vzdrževati. Velike besedila, pa en ta del s poštnimi številkami. Poleg tega pa tudi ima predstava s sabo eno ogromno razstavo, pa kar zahtevno scenografijo za skladiščiti in voziti, če si tak one man band, oziroma jaz imam ekipo, ampak in vse to za sabo pa potegne nek davek obremenjevanja recimo enega tedna pred predstavo in zdaj ta davek jaz z veseljem sprejmem, če vem, da se pol zgodi en vlakec smrti, en tobogan, po katerem se spustimo in to kar gre. Če imam pa eno predstavo recimo na 2 meseca, pa potem to predpriprave postanejo bolj breme in tega pa nočem narediti predstavi. Nočem, da pol v predstavo grem s takim že čistim, da imam pa res dosti, ne da se mi tega početi, ne? In rajši zdaj neham, pa bom recimo naslednje leto ali pa čez 2 leti naredil nekaj novega, z enakim zanosom, pa spet naredil vse za to, da mi bo čim boljše. Ne? Ja, torej glavno je, da uživaš v tem, kar počneš. Ja, povej. Čeprav to nikoli ni, nikoli pa ne uživamo ves čas, tako kot sem rekel, zato da jaz eno to predstavo speljem, se po trepalnicah mečem, ampak pol ta ključen del bom pa res užival. Ni pa tako, da jaz cel čas samo vse, kar počnem, je noro, dober, samo uživam, to je idealno življenje. Je, ampak ne pomeni, da je ves čas samo užitek. Ja. Pomeni, da pač včasih tudi garam, mislim, po mojem, kdaj tudi prek nekih mej, zato da nekaj uresničim in pol mi to vrne spet energijo, zanos in tako naprej. Ne? Kak bi pa rekel, bi sploh lahko opisal nek svoj tipičen dan? Ali je to čist vsak dan drugačen? Ne morem. Ponavadi na šolah, kdaj gostujem, pa me podobno vprašajo, jim rečem, ok, povejte en datum, pa lahko vam povem tisti dan. In pol to naredim za 5 datumov in pol vidijo, da načeloma so neki obrisi, ki so enaki, pač imam eno pisarno, studio, kjer delam, pa imamo tam ekipo in pol pač poskušam en del dneva preživeti tam, ampak ni nujno, da se to zgodi. Ne? Recimo danes sem bil zjutraj ob 8 še v pisarni, pa še ene stvari sva na hitro pregovorila z mojo sodelavko, pa sem pa stvari spakiral v avto, pa sem šel v Brežice, eno malenkost sem imel na gimnaziji Brežice, zdaj sem tukaj, potem bom najbrž šel domov, ker sem ravno tle, še nekaj narediti na računalnik, zatem imam pa še eno prireditev v Trbovljah in pol grem domov. Ampak jutri recimo nimam pa nič, ne? Jutri pa bom šel mogoče malo zjutraj v pisarno, pa upam šel kaj plavati in bom šel na kavč ležati in delati neumnosti. Tako da trudim se, da pač vzdržujem eno smiselno linijo tega, da ne delam preveč, pa da imam dovolj časa vmes, ampak je pa moja velika želja, da bi nekoč prišel do točke, ki bi lahko imel bolj strukturirane dneve. Ne? V bistvu sem mislil, da grem na svobodo zato, da bom delal kar hočem, kadarkoli hočem. Zdaj pa vidim, da mogoče si želim delati omejeno, samo takrat in pol spustiti delo. Ne? Kak pa recimo, ne vem, ko si planiraš svoje projekte ali pa ne vem, ko si planiraš svoje leto recimo, ali se bolj fokusiraš na ene par osrednjih projektov ali to, kar pride pol iz dneva v dan, rečeš, da si na več 3000 koncih, kak recimo to neko planiranje izgleda? Torej, jaz se zdaj zadnje čase, recimo zadnje 2 leti, 3, ko se bolj aktivno ukvarjam s tem, da res oblikujem svojo pot, se pravi, da sem samostojen, vedno
planiram, poskušam planirati tako tudi, 5 let pa 3 leta, ampak te načrti to nima veze. So super vodilo zame, ampak v resnici se mi pa bolj največ zgodi v tem, da se usedem pa rečem, ok, ajde to leto, pa naslednje leto, kaj je ta ena ali pa dve glavni stvari, ki bi jih res rad naredil, in pol okrog tega postavim neke cilje, načrte in tako. In pol poskušam enako delati, tako kot kakšne firme, si reči, v redu, to je zdaj moje četrtletje, to je četrtletje, to je četrtletje, to je četrtletje. Še celo letos sem prvič poskušal tako iti pol iz tega četrtletja na tedne, ampak sem žal zdaj izgubil ta tedenski kompas, že ne vem več, kje smo. Ampak ga bom spet vrnil za, rečemo, drugo četrtletje. Ja. In te moji glavni projekti so pol moja glavna skrb. Ampak ob tem se pa pojavlja vedno veliko priložnosti in tudi zdaj se učim, da pač je treba kdaj kakšne priložnosti pač pustiti, zavrniti, ravno zato, da lahko ohranjam fokus na teh stvareh, ki sem si jih začrtal. Velikrat je, v taki poziciji, kot sem jaz, se pravi, tako kot sem prej rekel, mi rečemo na svobodi, samozaposlen, kakorkoli, je ta past, je ves čas prisoten en strah tega, kaj bo pa čez eno leto. Kakor da, če zdaj delam super pa super stvari, me kar ta nek moj notranji strah prepriča, da lahko se zgodi, da čez eno leto ne boš imel nič, da bo kar vse, da bo vse propadlo, da te nihče več ne bo klical, da ne boš imel nobenega projekta, nikogar več ne bojo zanimali tvoji izdelki in tako naprej. In pol, to je pač obstoječ strah, ne morem ga zanikati, sam zdaj se naučil, da nima pojma, da ta perspektiva ne drži, ker si vedno znova dokazujem, tudi če se mi ena vrata čisto zaprejo ali pa tudi če jaz odkorakam v eno drugo smer, se bodo tam pojavile nove priložnosti. In ta strah je pa velikrat gonilo tega, da v trenutku pa sprejemamo potem preveč stvari. Se pravi, da si rečem, še ta četrta stvar je prišla ta teden, sej v soboto sem še frej, mogoče jo lahko vzamem, zato ker kaj pa vem, kaj bo čez 2 meseca. In meni potem pomaga pri soočanju s tem strahom ravno to, da si rečem, jaz vem že, kaj bo čez celo to leto. Vem tudi, kaj bo mogoče naslednje leto, kaj bom jaz poskušal uresničiti, kaj so moji projekti. Tako da umir se, vse bo v redu, pač gremo zdaj počasi. Tudi korona je bila neverjetna lekcija v tej smeri. Na neki točki smo med korono vsi kulturniki mislili, da je zdaj konec sveta. Pa ni bilo, spet. Za nekatere v kulturi je bila korona še težja, jaz sem imel to srečo, da sem imel tudi televizijo in ravno bil v nekem pravem trenutku na pravem mestu. Ampak poleg televizije sem se pa potem aktiviral še v ene druge smeri spet. Zaradi nekih mojih znanj, delali smo live streame za šole in tako naprej. In sem videl, spet, v trenutku, ko se je zdelo, da ni nobene možnosti več, so se potem pojavile druge. In to se vedno zgodi. In to se moram vedno znova opominjati. Pač nikoli ne pridem do te točke, da bi rekel, super, zdaj sem pa razsvetljen, zdaj pa vem, samo delal bom te 2 stvari na teden in to je to. Vedno znova imam ta dialog s sabo. To je res zanimivo, da imaš na eni strani nek strah, na drugi strani pa preveč stvari. Torej, jaz si ne predstavljam, da bi pa recimo čez 1 leto pa ti bil brez projektov, ker se mi zdi, da si res na toliko različnih področjih, da... V bistvu je pa tudi vse možno, ampak spet, jaz mislim, da v resnici pa je to neutemeljen strah, da je to sam nek glas, ki pač kljuva. Ampak fajn je o tem govoriti, ker vem, da imajo tudi drugi podobne strahove in sem prepričan, da so tudi pri drugih enako lahko neutemeljeni. Pa si že od nekdaj želel biti na svobodi? Kaj si recimo želel biti po poklicu, kaj bi si je mali Nik želel postati po poklicu? Jaz sem kar velik, odkar vem zase, sem hotel biti igralec, balka ne. Imel sem tudi pač pred vpisom na srednjo šolo sem zelo veliko razmišljal o tem, da bi šel na tehnično gimnazijo, ker me še vedno zelo zanima računalništvo ali pa tehnologija, ampak je pol ta gledališka plat bila močnejša, pa sem tudi zelo vesel za to linijo potem, pač gimnazije, Brežice, pa pol naprej akademije. Na akademiji sem mislil, da je res tak moj glavni cilj to, da bom mogoče v enem gledališču zaposlen in pa sem tudi bil. Pa sem videl na neki točki, v bistvu to ni to, kar
mene najbolj žene v danem trenutku, me takrat ali pa me zdaj. In pa se odločil, gremo probati drugo plat, torej bolj samostojno delovati. Ne? Torej, v bistvu si iskal, kaj ti najbolj ustreza na nek Ja, način. pa jaz to skozi delam. Meni se tudi zdi, da pogosta zmota, ki jo naredimo, ali pa ki jo mladi imajo vse, ali pa ki jim mi odcepimo to, je, da ti moraš se na koncu srednje šole zdaj odločiti, kaj boš delal do konca življenja, kar je nemogoče. To ni, ne vem, če bi bili vedeževalci, če bi bili, rečemo, absolutno točni in bi vedno delovali, ne bi mogli tega napovedati. Zato, ker se mi spreminjamo, ne? In posledično se spreminjajo tudi naše potrebe, želje, ambicije. Tako da, meni se je zdaj smešno, ker sem pol na neki točki, ko sem šel iz gledališča, sam pri sebi razmišljal, pa lej, to so bile moje sanje, ne vem, 10 let nazaj, ne? Ampak danes pa niso več, ne čutim tega enakega zagona, torej kaj bom zdaj, pač kako se bom odločil, ne? Torej, na nek način si izpolnil svoje sanje in pol si dobil druge sanje. Recimo. Ja, jaz celo mislim, da ne vem, ne bi rekel, da sem jih takrat glih izpolnil, da jih bolj ves čas izpolnjujem te neke sanje, ki so mogoče vsakeč malo drugačne ali pa se spreminjajo. Meni zdi, da je to taka drsna stvar, no? Torej, da so lahko naši osebni cilji zelo spreminjajoči se in s tem ni nič narobe, seveda pa ni tudi absolutno nič narobe s tem, če pa se ti zgodi, da se te cilji pol kar poklopijo in mogoče pa res si na poziciji, ki ti pa absolutno zdaj ustreza in ti bo ustrezala čez 40 let, super. Ampak mislim, da je ta pozicija bolj pogosta in zaradi tega se ljudje, ki se ne znajdejo v njej, včasih počutijo slabo ali pa nimajo poguma, da bi nekaj spremenili, naredili drugače, ne? Ja, jaz se definitivno strinjam s tem, da težko se je odločiti za eno pot ali pa imeti samo en cilj. Je pa res, da mogoče tudi sama družba je nekako strukturirana tako, da če pa se mi do tega pa tega leta ne najdemo oziroma ne zaposlimo, smo pa zdaj kar nič. Ja, čeprav mislim, da so mlajše generacije zdaj v tem bolj svobodne, tudi v odnosu do službe, pa zaposlitve, pa izobrazbe. Da mogoče so to boljše načela generacij pred nami, ta ideja, pej v šolo, naredi dobro šolo, boš imel dobro službo. Ja, in v njej boš ostal do upokojitve. Jaz ne vem, če je to danes še tako prevladujoča miselnost pri mladih, tudi po mojem zato, ker smo videli, da najbrž ne deluje čistko, kot smo mislili, ne? In meni ne zdi se nič narobe, meni zdi super, da imamo pač prostor, seveda pa je socialna varnost zelo pomembna in jo moramo zahtevati ali pa iskati v kakršnih koli kontekstih že, ne? Omenjal si mlade, veliko imaš stika z mladimi, veliko hodiš po osnovnih pa srednjih šolah. Me zanima, kak je pa odziv mladih, ko prideš? Te je kaj presenetilo, ali v pozitivnem ali pa v negativnem smislu? Pa ne vem, če me kaj preseneča. Mislim, zdaj je prvič tako eno obdobje, ko se pa počutim res že malo drugače od njih. Torej, prvič bi rekel, da sem v odnosu do mladih, da se počutim starega, ne? Kar se mogoče pred, ne vem, 5 leti nisem zares. Sem se počutil bolj kot podobni smo, ne? Zdaj pa ne več toliko. Ampak še zmeraj verjamem, da so pa ene vrednote ali pa neke osnovne usmeritve tiste, ki lahko jim dajo eno vrednost. Se pravi, jaz res verjamem v radovednost, ustvarjalnost pa dejavnost in mislim, da tukaj jim lahko vedno kaj predam. Oni pa, mislim, načeloma rad delam z mladimi, zato ker nimam nobenih predsodkov ali pa zadržkov. Zadnjič sem bil na eni konferenci, ki je bila posvečena delu z mladimi, pa sem takrat dojel, da v bistvu jaz ves čas, ko sem delal tudi za otroke ali pa delam ali pa za mlajše, jih nikoli ne smatram kot otroke. Zame so pač ljudje in zdaj mislim, da je tukaj nekaj pomembnega, da je za pravi stik s komorkoli pač treba ga jemati kot človeka, ne glede na to, Enakovredno, ja. koliko je star ali pa karkoli drugega. Tako da
je meni na šolah vedno zabavno. No? Je pa res, da pač zgodi se pa marsikaj. Pač, od tega, da me lahko zelo neposredno vprašajo, pogosto tudi, koliko si zaslužil za šefa, to je recimo eno vprašanje, pa pogosto so ta denarna vprašanja zelo prisotna. No? Okay. In pač se pol soočam z njimi na tak ali drugačen način. Vedno me pozitivno, rečemo, navdihnejo s kakimi lepimi odzivi ali pa s čim takim. In to je to, rad imam ta stik z mladimi, v resnici tudi starimi in starejšimi, ker se mi zdi, da pač je fino vzdrževati pozicijo svojo v družbi, pa v času, da vidiš sploh, kdo so ljudje okrog tebe, kdo so mlajši, kdo so starejši, kako kdo razmišlja, kako jaz razmišljam in se pa lažje umestim v vse skupaj. No, če se dotaknemo malo tvoje mladosti, sej mlad si še vedno, ampak recimo tvojih šolskih dni. Mislim, da večkrat ponosno poveš, da si iz Brestanice, da si hodil v gimnazijo Brež, tudi recimo na zadnji predstavi si omenil to. Pa res sem že skoro pozabil, okay? Pa me zanima, kakšne imaš spomine na gimnazijo. Enkrat sem slišala, da si bil že v gledališki skupini v gimnaziji. Če lahko malo. Pač jaz imam zelo lepe spomine na vsako obdobje šolanja. Osnovno, srednjo šolo, akademijo, spravi faks. Ampak mogoče je tudi to posledica malo srečnih naključij, da sem se vedno znašel v zelo dobrih mikroskupinah, razredih, pa tudi širših okoljih, se pravi kolektivih šole in nasploh celih šola. Ne? Konkretno je zame izkušnja gimnazije bila zelo lepa, zato ker smo že, takoj sem bil lahko vključen v gledališki krožek, enega tega rečemo klasičnega, ki ga je takrat vodila profesorica Šet, ki je imel nek sloves in sem se počutil neverjetno dobro tam. Potem pa tudi smo kar delali svoje stvari, se pravi, in v Mladinskem centru Krško smo imeli Posavsko mladinsko gledališče, ki je takrat bila sicer ne naša pobuda, ampak smo bili vključeni, pa je tudi aktivno soustvarjali. Na gimnaziji smo imeli lahko tudi kar svoje dogodke, svoje majhne projekte, bil sem član dijaške skupnosti Posavja, se pravi, ves čas sem imel občutek, da lahko vplivam na svoje okolje. In to je meni zelo pomembno in mi tudi daje veliko zadovoljstva tudi še danes. Če čutim, da absolutno nimam vpliva v situacijo, v kateri sem, da ne morem na noben način jo sooblikovati, se počutim slabo. No, ampak v šolah pa sem vedno imel ta občutek. Tudi v osnovni šoli, ki je zelo majhna osnovna šola, sem imel ves čas zelo lep občutek, ker sem vedel, kaj se dogaja. Seveda imam take in drugačne spomine, tako kot verjetno vsak osnovnošolca, ali pa srednješolc. Tudi v srednji šoli imam kakšne katastrofalne osebne spomine, ali kaj takega, ampak to je del tega, pač noben ne pravi, da je povsod vse samo rožnato, ampak ta možnost udejstvovanja pa ustvarjanja je meni bila neprecenljiva. Torej bi rekel, da je Posavje neko spodbudno okolje za mlade ustvarjalne ljudi, vsaj koliko. Jaz mislim, da si moraš vedno narediti spodbudno okolje. Ne? Se pravi, mi velikrat tako dodelimo odgovornost nekega okolja samo okolju in pol si rečemo, tale učitelj je, sploh ga nič ne razumem, nič ni od njega, brez vezanja ali pa nekaj. Ne? Ampak v resnici s tem odvzamemo svojo odgovornost. Ali pa če pogledamo gledališko predstavo, recimo, za drug primer, da nam samo šoli, bom šel tudi pa na šolo. Gledališka predstava se vedno zgodi zaradi izvajalcev, nastopajočih in občinstva. In v bistvu oboji nosimo odgovornost za nek super dogodek. Seveda je tle na večji meri na izvajalcu, tudi zaradi izkušenj, da poskuša vplivati na publiko, da jih dobi noter. Ampak recimo v šoli pa imamo mi kot razred tudi zelo velik vpliv, čeprav se tega kdaj ne zavedamo, na recimo tudi učitelja. Ene super raziskave so, kjer so dali predavatelje in jih testirali čez različna obdobja učenja, tako da je recimo na neki točki začel razred zehati, ko se je predavatelj postavil na levo stran učilnice, pa gledati stran, pa se obnašal zdolgočaseno. Ko se je postavil na desno stran učilnice, je ta razred cel začel poslušati in spremljati in kimati in spraševati.
potem so dosegli, da je nevede ta učitelj ves čas bil na desni strani učilnice, ker so nanj vplivali s svojo aktivnostjo. Ne? In to je ena plat, po mojem, zelo pomembna šolskega okolja, da se moramo zavedati, da smo mi kot razred ena zelo močna sila lahko, ki lahko deluje pozitivno ali pa negativno. In če delujemo pozitivno, se to tudi nam vrača in dobivamo to dobro energijo nazaj. Po drugi strani smo pa mi kot razred tudi neodvisni od učiteljskega zbora pa šole, že sama celica, sama zase. In spet je odgovornost vsakega v tem razredu, da dela dobro vzdušje v razredu, kar je težko, pa kdaj je tudi naporno. Mogoče so v razredu ljudje, s katerimi se ne maraš, ne vem, karkoli že, ampak če se trudimo, pa dajemo prostor drug drugemu, pa iščemo načine, kako lahko dobro delujemo skupaj, bo to neverjetno veliko naredilo, najprej za dobro počutje pa dobro vzdušje, pa tudi za šolske rezultate in vse ostalo, ker to potegne za sabo, po mojem, aktivnost. To bi lahko v bistvu povezali tudi z odraslo dobo, oziroma tudi z, obnašanjem oziroma prevzemanjem odgovornosti na delovnem mestu, v kolektivu. Ja. V bistvu čez celo življenje, no? Tako, sej vedno sta dve plati, Nikoli ne moramo reči, da je ali eno ali drugo. Smo v okoljih, kjer mogoče na njih nimamo vpliva, ampak če nas nekaj teži, muči, lahko ga poiščemo, imamo pa tudi možnost, da pol to okolje zapustimo, Spravi, da se pač odločamo, kakorkoli že. Velikrat rečejo za odrasle, da nekako zgubijo tistega otroka v sebi, ali pa zgubijo mogoče čisto kreativnost, ker so v nekem kalupu rutine, dela, karkoli. Kaj praviš o tem? Jaz, starejši kot sem, bolj videvam, da je v resnici moj dolgoročni cilj, da bom prišel do 80-90, jaz mislim, da bomo mi tudi kakšne stotke že tolkli, po letih. To se nadejam. Mislim, se mi zdi, da pač se bo zgodilo. In meni bi bilo res dobro, če bi do 80 prilezel tako, da bom jaz kot oseba zadovoljen s sabo, pozitiven do svojega okolja, do sebe, ne zafrustriran, ne naveličan, ne izživciran, ne izmozgan. In zame je velik del tega radovednost, torej gojenje radovednosti pri sebi. Jaz sem kaj bi pa recimo svetoval nekemu odraslemu, ki se mogoče počuti zdolgočaseno ali pa si želi biti kreativen, pa mogoče enostavno ne ve, kje začeti. Ali more to priti neka želja iz njega? Pojma nimam, ampak če se spomnimo recimo otroške igre ali pa potrebe po ustvarjanju, ki jo imamo kot otroci, vidiš, da je to lahko res zelo preprosto, da ni potrebno veliko. Razen, mogoče, starejši, kot postajamo, bolj imamo težave s tem, da nam stvari ne grejo. In bolj pogosto od sebe pričakujemo, da bomo kar vsako stvar, ki se jo lotimo, obvladali, bili najboljši, zato ker mogoče na nekaterih področjih v življenju smo. Sem v službi, recimo, kjer že 20 let razturam in mi gre nekaj res dobro, ali pa sem strokovnjak na svojem področju. Pa se hočem naučiti igrati kitaro, recimo, pa nimam pojma, sploh mi tlemi prsti, dobivam žulje, ne morem prijeti unga bareja, ne vem kaj vse, in si mislim, grozno, jaz to ne bom, Zakaj ne? Sam zato, ker si se zdaj prvič spet po dolg časa mogoče soočil z enim trenutkom, ki ti ne gre, in a je res toliko pomembno to, da ti vse ves čas gre, ali je bolj zanimivo to, da vstopiš v neka nova področja, za kar pa je nujno, da ti stvari ne grejo. Če se učiš nečesa novega, v bistvu to lahko enačimo s tem, da ti ne gre, ker poskušaš nekaj na novo. Pa tudi čas si moraš vzeti za to konec koncev, ne? To je tudi res. To se tudi zavedam, pa da je mogoče v družinskem življenju pogosto časa manj, ampak v bistvu ni treba, da delamo vse, ali pa da res skozi dosegamo ne vem kaj. Jaz se zdaj učim klavir igrati 3. leto, Letos sem se pa začel tudi švedščino učiti na tečaju in pa sem videl, tole ne bo šlo, Trenutno to leto ne morem vaditi klavirja, tako kot bi si želel, in švedščine. In pač
to sem dojel, pa sem se odločil, ok, zdaj bo klavir očitno malo nazadoval, bom pač naredil malo več za švedščino, pa tudi ne bom zdaj postal govorec švedščine v enem letu, ampak sam zanima me, poskušam, ne. Po drugi strani so obdobja, ne vem, marca, sem imel obdobje, ko sem se še pripravljal na tekmovanje, pa ta knjiga, pa vse, kjer pa nič nisem mogel od teh stvari početi, ampak sem pač to sprejel, se rekel, ok, trenutno je pač tako, ne. V resnici imamo verjetno sam čas za tako eno zares stvar za nas, ampak nič ni narobe, če se ta spreminja ali pa če malo eksperimentiramo. Mogoče je važno, da smo v strani pred tem, ker recimo velikrat je tak, se učiš klavir, ga moraš dati na stran zaradi recimo švedščine in pol kar, saj jaz osebno bi kar malo pozabila na ta klavir, tako da v bistvu, ta vztrajnost je res konsistentnost, no. Tako pa tudi težko se je pol kdaj spet vrniti, recimo, če nekaj časa nisi vadil, boš spet bolj okoren in tako naprej, ne. Spet bo treba premagati ta problem, jaz prehajam, tle en krog ljudi, v bistvu sem najslabši, ne. Ja, ok, pač vse ni panike, kaj pa pol, kaj pa bo se to groznega zgodilo, ne? Ja, mislim, da je kar pogost ta strah pred neuspehom, oziroma to, da vidimo ljudi, ki so boljši od nas, pač mi pa enostavno nismo na tej točki še. Pogosto gledamo svet okrog sebe čez to prizmo, kdo vse je boljši, pa sebe primerjamo z nekimi ideali ali pa samo viški drugih, ne? Ampak spet, nekdo, ki je ravno kar, ne vem, zdaj si v neki zmislu pretekel ultramaraton, to je njegova en vrh nečesa, ne? Ampak mi pa nismo videli cele te gore od spodaj. Ali pa nekdo, ki je, ne vem, ponosno zdaj dobil otroka, pa je najbolj vesel na svetu, to je za en tak vrh. Ampak spet ne vidimo cele te gore in mi spet vidimo vrh in si mislimo, ok, jaz pa nič, z mano pa nič se ne dogaja, ne vem kaj, ne. Ja, ker v bistvu tudi, ne vem, na družbenih omrežjih bolj ko ne objavimo pač tiste naše vrhe, ne objavimo pa vsega procesa. Mogoče ti bolj na Instagramu recimo objavljaš celoten proces, tako recimo za knjigo, ne? No, pa tudi ne celotnega, ne. Še nisem objavljal prve 2 leti, ko sem se mučil sploh s tem, bi to naredil ali ne, pa sploh, a jaz sploh lahko to naredim, pol iskanje, pa razmišljanje tega, kako naj se tega lotim, pa pol trenutki vmes, ko sem mislil, ok, ne, jaz sploh ne bom tega naredil, ker ne bo šlo, pač teh stvari tudi jaz ne delim. Se pa trudim res, da bi delil tudi trenutke, ko mi ne uspe, ko mi kaj ne gre, ko se počutim slabo, recimo, ne. Mislim, da se tudi zaradi tega drugi lahko bolj povežejo s teboj, oziroma nekako... Ja, možno. Kdo drug bi pa rekel, da to ljudi odbija, čeprav jaz tega ne verjamem, ne. Jaz tudi mislim, da v bistvu je pomembno, da pač delimo tudi trenutke, ko nam ne gre dobro, ali pa ko se ne počutimo dobro, ne. Kako se pa recimo soočaš pol s takimi trenutki? Pač preguraš dalje? Ja, ni nujno, ne. Včasih tudi neham, ali pa pač je odvisno, ali govoriva o nekem doseganju tako ciljev projektov, ali pa tudi v nekih osebnih ne vem, stiskah, situacijah, ampak pač jaz poskušam sam se odločati pa ravnati v skladu s tisto trenutno odločitvijo in narediti en korak, ne. Jaz mislim, da celo sem mogoče na strani teh ljudi, ki se prehitro odločajo ali pa prehitro ravnajo, ampak zaradi tega pa kdaj tudi kar nekaj naredim. Če vidim, da se trenutno čudno počutim, ni mi dobro, nekaj se dogaja, ne vem, skrbi me stvar, ki jo imel čez en teden, z njo se obremenjujem že en teden, skušal nekaj narediti za to. Nekaj, tako kot bi rekel, kada smo v nekem znanstvenem laboratoriju, jaz bom pač naredil en eksperiment. Moja hipoteza je, zdaj se ful slabo počutim zaradi tega. Kaj lahko naredim, da bo to boljš? In pol to poskušam narediti. Pol naredim, vidim, nič ni boljš. V bistvu sploh ni to, kar me je obremenjevalo. V bistvu me skrbi, ali pa se sekiram zaradi nečesa čist tretjega, pa spet probam nekaj narediti. Ja, to je mogoče glih važno, to probavanje konstantno, ne pa da sam se pustiš nekim tem strahovom, da te prevzamejo na nek način. Ja, pa tudi danes zelo pozabljamo, kakšno moč ima naš družabni krog, pa naše življenje z drugimi ljudmi, no. Zelo velik del kvalitete našega življenja je v bistvu naš prijateljski krog, družinski krog in tudi to so stvari, ki jih moramo aktivno gojiti.
Zdaj, sploh, jaz sem zdaj sem star čez 30, kar naenkrat tako se kar prijatelji se izgubimo, razgubimo. In zdaj na neki točki smo mogoče skupaj dojeli, ok, če želimo to vzdrževati, bo treba več energije vložiti v to. Ne? Spet pa ti takšne stvari dajo nazaj veliko več, kot pa v njih vlagaš. Dajo ti možnost neke refleksije, pogovora z drugimi, razbremenitve, drugih perspektiv in tako. Ja, to definitivno mislim, da je zelo pomembno v življenju nasplošno. Zdaj pa moramo se še malo dotakniti YouTuba pa potapljanja, seveda. Torej, ustvarjaš na YouTubu, kjer s publiko deliš res neke odštekane stvari, ali pa tudi vsakdanje stvari. To je hobije, to je učenje, potapljanje pod ledom, Rubikova kocka, sestavljanje Rubikove kocke pod vodo, opravljaš razne izzive. Že nekaj časa pa nisi objavil nobenega videa na YouTubu. Boš še kdaj objavljal sploh na YouTubu? Ja, seveda bom. Sam, tako kot sem rekel prej za te prostočasne aktivnosti, tudi zdaj ne morem zares delati vsega, ker smo majhna ekipa, ne? Ampak tudi kar se je zgodilo na YouTubu je bilo to, da sem recimo eno leto nazaj smo imeli še večjo ekipo za YouTube in smo res delali take večje eksperimente, različne stvari smo poskušali, različne formate. In mislim, da smo nekatere naredili res dobro. In povem jaz zdaj, ker sem spet ostal bolj sam, imam malo težavo, ker imam občutek, kar bom zdaj naredil, ne bo tako dobro. Ne? To je pogosta težava pri takih stvareh. Druga stran je pa, da enostavno nimam časa, ampak si pa sestavljam, rečemo temu, novo sezono, ker vem, da je meni to ustvarjanje na spletu zelo zanimivo, pa spet super peskovnik. Vse, kar počnem na televiziji, na radiju, v medijih, veliko tega mojih izkušenj pa odločitev črpam iz uvidov, ki jih dobim iz ustvarjanja na netu. Ker je to en tak, nauči se sam lahko okolje in se ves čas neprestano veliko učim ravno iz YouTuba. Plus, jaz sem YouTube otrok, no, to ne vem, ali pa otrok interneta. Se ogromno stvari naučil prek neta, ogromno stvari se učim, spremljam stvari prek spleta in mi to veliko pomeni, da lahko dam tudi nazaj nekaj. Ne? Ja, mislim, da se lahko res veliko naučiš na YouTubu in da imaš tudi zvesto publiko na YouTubu, no? Da te ljudje kar malo pogrešajo, no? Se mi zdi. Ja, sej, super. Ja. To pomeni, da ko bo mogoče dal kaj novega, bodo spet zainteresirani. Ampak ja, tukaj je pol tudi vprašanje pač v nekem kariernem smislu tudi finančno ali pa vprašanje nekega poslovnih odločitev, ker jaz to z veseljem delam, sem zdaj pa pač poskušam iskati načine, kako bi tudi lahko to bil še en del mojih prihodkov, zato da bi imel tudi več časa za to. Ker v resnici je čas ta valuta, ki jo pol namenjam takim projektom in vem, da mi ogromno prinesejo, recimo tako posredno, zdaj pa iščem tudi neke neposredne vere, no? Zato da bi se lahko temu bolj posvetil. Ja. Zakaj pa potapljanje? Kdaj si se prvič srečal z njim? Odkot sploh v nerezinah, po mojem. Tako, vsi Posavci, vsi Krčani, Meščani. Meni se zdi, no, ne vem. Ali pa mogoče v Umagu, pa pol nerezinah, no, ampak vse to so podobne vode. Ne, jaz pač, odkar vem zase, so s bratom preživela več časa pod vodo, kot nad vodo, ko so bila na morju, pa tudi v Brestanci imamo bazen, kjer pač, sem po mojem dobil plavalno kožico. In jaz uživam pod vodo, ta podvodni svet je zame nekaj zelo lepega, gibanje pod vodo je meni res blizu ali pa všeč, v bistvu imam občutek, da letim in pol sem nekje na faksu videl, da se da to trenirati, se pravi, da lahko mogoče spet izboljšaš ta čas pod vodo, občutke pod vodo in od takrat nisem nehal, no, se ima obdobja, ker sem bolj intenziven, manj intenziven, ampak zdaj v bistvu spet začenjam malo bolj plavati, se pripravljam na poletje. Tudi inštruktor potapljanja si? Ja. Zato, mislim, čeprav iskreno ne delam veliko tečajev, to sem naredil zato, ker sem mislil, da jih bom, pa sem pol videl, da ne bom. Pa tudi zato, ker me veseli učenje drugih, pa ker čutim, da mislim, da ene stvari pri potapljanju na vdih lahko res dobro naučim, predvsem govorimo o izračevanju, ker je kar zahtevno pol lahko. Ampak v bistvu ta licenco zaenkrat bolj uporabljam zato, da prijatelje učim to mora biti kar zabavno. Pa pač, da
vseeno jim lahko ponudim pol nekaj stvari, ampak v bistvu je bila to bolj želja, da bi poglobil svoje znanje, tudi znanje tega, kako nekoga naučiti pametno pa varno se potapljati na vdih. Te je bilo kdaj strah? Rekel si, da mora biti seveda to vse varno. Te je kdaj kakšna, ne vem, panika ali pa karkoli? Ja, seveda, mislim, sej, meni je za to potapljanje na vdih, to ena dimenzija je ta, rečemo, potapljanje iz užitka, ne? Druga je pa to potapljanje za neko premagovanje mej pa samega sebe. Meni je to super šport, zato ker je eden redkih, kjer ti ne moreš zidu prebiti z glavo skozi zid. Se pravi, ne da se doseči boljših rezultatov, tako da bom sam rinil, ne? Kar je velikrat moja tendenca. Torej, sem lahko zelo trmast pa vztrajen. Tukaj pa pač ne moreš, ker se bo slabo končalo. Mislim, milijon možnosti, kako to gre narobe. No? In pol me potapljanje uči nekega dobrega odnosa do sebe, kadar želim mogoče malo poriniti eno mejo. Ne? In strah je del tega, dvomi so del tega, ko se potapljaš globoko, recimo, traja, ne vem, 1 minuto, da sploh prideš do 60 metrov in pol znotraj te minute tebi že lahko marsikaj se že dogaja, že misliš, oj ne, nehi, to bo mislim, klasični dvomi, ki jih ima tudi nekdo, ki se usede pa uči klavir ali pa nekdo, ki se usede pa uči matematiko. Se pravi, ne, to bo slabo, nehi, ker ti ne bo šlo, ti si za nič, to se bo končalo grozno, bej trajiš nekaj drugega delati, recimo, ne. Sam, da pod vodo je pol še ta fizični element strahu, ker ti v bistvu te misli pol povzročijo še neko dvom pa občutek nevarnosti. In edina stvar, ki jo takrat lahko narediš, je, da pač poskušaš te misli umiriti, sprejeti, ampak vrniti svojo pozornost drugam, na tisto, kar ti mogoče ponuja užitek, na stvari okrog tebe, na čisto izenačevanje. Se pravi, živeti s tem in prijazno do teh misli iti naprej. Ne? Kar je lahko težko, ampak je zanimivo pa zabavno. Torej se v bistvu veliko stvari naučiš med potapljanjem in sprejemanja, potrpežljivosti, zbranosti. Ja. Tudi umirjanja, dihanja. Recimo, zdaj, ko sem rekel, že nekaj časa nisem zares tako treniral potapljanje na vdih, recimo pol leta. In zadnjič smo imeli eno snemanje in sem nekaj moral pod vodo delati za to serijo Veliki slovenski pok. In sem dojel, da mogoče pa jaz sploh sem tako rad treniral statiko, to pomeni samo zadrževanje sape v bazenu, samo obrneš se in si tak mrtva vreča. Mogoče sem pa to krat treniral predvsem zaradi tega dela prej, ker ti recimo zato, da ne držiš sapo 5 minut, se prej 10 minut umirjaš, ležiš na vodi in umirjeno dihaš, delaš kakšno vizualizacijo, skratka žurje. Pa zajameš ogromno zraka in poskušaš se prebiti čez teh 5 minut. Mogoče je celo ta del umirjanja bil zame bolj dragocen, kot to samo držanje sape. Sem zdaj videl, ker sem to spet po dolg časa naredil. No? Tako da ja, veliko stvari se lahko naučimo, tako kot iz vsake dejavnosti, ki jo delamo zares. Torej v bistvu priporočaš potapljanje oziroma zadrževanje sape? Seveda, če te to veseli ali pa tiste, ki jih to veseli, absolutno. Ne. Je pa treba vedeti, da je to res lahko nevaren šport in da ga nikako ne smemo delati brez nadzora, spremstva tistih, ki vedo, kaj delajo. Ne. Pogosto pa ljudje to interpretirajo kot, se bom rekla, fantu ne me pazi, jaz bom pa tle, ne vem, se potopila na 30 metrov. To ni najboljše, to sploh ni dobra stvar, ne. Ja. Ker v bistvu pa preložimo odgovornost na nekoga, ki sploh ne ve, kaj se dogaja. Če se karkoli zaplete, bo šlo lahko spet zelo narobe. Tako varnost je na prvem mestu. Tega sem tudi jaz kriv, to sem tudi jaz velikrat naredil. Ampak zdaj, ko vem, pa ko sem bolj v tem področju, vidim, da je bolje, vse ogromno ljudi, ki se potaplja, da dobiš nekoga, ki ve, kaj dela. V bistvu se že približujemo koncu. Okay. Za na konec imam še par hitrih vprašanj. Zdaj cilj je, da odgovoriš čim hitreje, da v bistvu ne razmišljaš preveč. Okay. Čeprav ena so taka, da boš mogel malo razmišljati. Okay. Zjutraj, kaj raje spiješ, kavo ali čaj? Vodo. Vodo? Ne pijem kave, čaja se mi pa ne da delati zjutraj. Okay. Kaj je naslednja stvar na tvojem bucket listu? Prav bucket listu. Dajmo, Edinburgh, festival Fringe.
Aha, ok. To je en gledališki festival. Letos? Ja, upam, ja. Mislim, sicer so karte grozno drage, ampak jaz mislim, da bo šlo čestno. Zdaj delam vse za to, da bo. Si bolj jutranja ali nočna ptica? Jutranja. Dobro. Kaj pa, če bi mogel priporočati nekomu ali eno knjigo ali pa en film, katerega bi priporočil in zakaj? Je lahko serija tudi? Ne? Ne vemo še, ker je prva epizoda. Okay. Ne, Lahko je tudi reči, serija. lahko tudi knjigo. Čakaj, zdaj pa ne vem naslova, samo malo. Se pravi, mislim, da je zgodovina optimizma, ne, človeštvo, zgodovina skozi prizmo optimizma. Okay. Mislim, da je to knjiga. Zdaj pa. Čakaj. A ne, nijem telefona. To je knjiga, ki jo zadnje 2 leti podarjam za vsa darila. No? Kako si rekel, zgodovina? Po mojem človeštvo, zgodovina skozi prizmo optimizma. Jaz mislim, da je to. Zdaj tudi ime avtorja bom zmasakriral. Jaz mislim, da je Rutger Bergman, nekaj tasga. Pač to je knjiga o tem, kako mogoče imamo spet napačno mnenje o tem, da smo ljudje v osnovi, če bi čist našo naravo vzeli, lahko zaradi preživetja drug do drugega sovražno nastrojeni ali pa zlobni ali pa hudobni. Ta knjiga zagovarja glih kontra, v bistvu, da mi smo v osnovi dobri pa dobro namerni. Potem pa zadnja stvar, ki so jo nazadnje pregledala doma z ženo, je pa serija Severance, ki pa nama je v bistvu zelo všeč in jo tudi priporočam. Od filmov pa mislim, da trenutno kroži po Sloveniji film Kaj ti je deklica, ki ga pa še nisem gledal, ampak prejemo, že vem, kaj sem pa gledal, pa bi priporočal, dokumentarc o Saint Anni, mislim, da je 100 let. Dokumentarc o režiserki in njenem partnerju, ki je šel na eno kolesarsko avanturo. Slovenska režiserka, ful zanimiv dokumentarc. No, mislim, si nas zdaj opremo z veliko stvarmi, ki si jih moramo pogledati in prebrati. Na tej točki bi se ti rada zahvalila. Hvala, da si prišel med nas, v svoje konce v bistvu. In ti zaželela še veliko uspehov in pri izdaji knjige, turneji in vsem, kar je na tvojem bucket listu oziroma med cilji. Hvala za pogovor, hvala, da ste poslušali. Kje pa smo mi? A smo v vseh podcast aplikacijah? Ali smo... Ja, delamo na tem, da bomo v vseh podcast in na YouTubeu, v videu. Se naročim, da vidim, kdo bo naslednji gost. Tako. Ja, hvala lepa za pozornost in se vidimo v naslednji epizodi.